Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer. Apostol Pavel je govoril na različnih krajih, kjer je razplamtel med ljudmi ogenj vere, tako da so se začeli spominjati pravih stvari, ko jih je on spomnil nanje. On jih je pripravil do tega. Veste, kaj mislim, da bi mi morali storiti? Mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi si vsak dan vzeli 5 minut časa, kjer bi samo sedeli in mislili na to, kaj vse je za nas Bog storil. Bodimo toliko otroški, da se usedemo v naslonjač in začnemo. O, moj Bog, čudim se. Čudim se. Toliko različnih krajev je, kamor bi lahko šla, pa ne morem. Naprimer, v 5. Mojzesovi knjigi je 8. poglavje tako čudovito, ko Bog govori. Vseh teh 40 let sem te vodil po puščavi, te ponižal, te preizkušal in tako spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš izpolnjeval moje zapovedi. Tvoja obutev se ni obrabila, tvoja oblačila niso razpadla. Vodo sem ti priskrbel iz skale in te hranil z mano. Vse to sem storil, da bi te pripeljal v obljubljeno deželo, kjer tečeta med in mleko. Če me boš pozabil, moraš se spominjati. Rekli boste, kaj dela ta zaboj tam gori? Tu je nekaj, kar je zame neprecenljivo. To so dnevniki, ki sem jih ohranila, moji dnevni zapiski. Kako je Bog deloval v mojem življenju in stvari, ki jih je zame storil, težave, ki sem jih imela, solze, ki sem jih pretočila, veselje in vsi skriti izhodi iz težav v zadnjih 30 letih. Glede tega nisem bila tako marljiva mogoče prvih 10 let, vendar sedaj redko mine kakšen dan, da ne bi napisala kaj v svoj dnevnik. To so moje spominske knjige. Prerok Malahija pravi, da ima Bog svojo knjigo spominov. In ko ljudje sedijo in govorijo o njem, on to zapiše v knjigo življenja. Veste, kaj vam povem? Skoraj teden dni sem porabila, da sem šla skozi te svoje dnevnike. 24. september 1983. Znašla sva se v resni finančni stiski. Potrebujeva $200 do torka, da bi plačala svoje opomine. Že dolgo časa nismo imela tako malo denarja. Bog je dober. Velike stvari se bodo zgodile. Nevihta vedno pride pred mirom. Čeprav oblaki zakrivajo sonce, sonce še vedno sveti. Hvaljen bodi Gospod. Danes nimam nobenih dolgov, ker sva sposobna plačati vse položnice vsaki mesec. Najina duhovna služba nima dolgov. Nikoli si nisva rabila sposoditi niti enega centa, vendar bili so tudi slabi časi. Želim, da tudi vi veste o teh časih, tisti, ki ste sedaj v takšnih časih, da veste, da sem sama bila v tem. Vendar čudežno, sem še vedno tukaj. Aleluja! Naj vsakdo reče čudovito. V redu, tole mi je padlo v oči. Bilo je v avgustu 1979, 3 leta potem, ko sem bila napolnjena Svetim Duhom. Prilepila sem tudi svoj molitveni obrazec. Poslušajte, kaj pravi. Oče, v Jezusovem imenu te prosimo, da nam priskrbiš naslednje stvari, tako da jih bomo sprejeli po veri in glede na tvojo besedo se zahvaljujemo vnaprej za njih. Mama, Sandy in Laura. To sem bila jaz in moji 2 hčerki. Glejte, kaj je bilo na tem spisku. Bog, potrebujem 12 kuhinjskih krp. Nove rjuhe. Novo ponev. Odpirač za konzerve in denar za popravilo ogrevanja pri obeh avtomobilih. Vi ne veste, kako sem bila vznemirjena. Videla sem, da sem si pozneje zabeležila to, ko sem prijela, za kar sem prosila. Tako sem 22. avgusta prosila Boga za 12 kuhinjskih krpic in 29. avgusta je zazvonil moj hišni zvonec in pred vrati je bil nekdo, ki ga nisem poznala. Ona je prihajala na moje srečanje občasno, vendar je nisem poznala. Gotovo ni vedela, kaj je na mojem molitvenem spisku. Rekla je, upam, da ne boš mislila, da sem zmešana, vendar Bog mi je povedal, da naj ti prinesem 12 kuhinjskih krpic. Čudovito. Gospod bodi usmiljen.
Ta zaboj je poln takšnih stvari. Veste, ne bi se smeli sramovati, da kaj potrebujete, kajti ko potrebujete nekaj, Bog odpre vrata, da naredi najbolj čudovite stvari za vas. Ko pridete do točke, ko mislite, da lahko sami skrbite zase, potem ne potrebujete Boga, da bi vam On priskrbel stvari. Vendar je tudi to dobro, kajti potem vas Bog lahko uporabi, da nekomu prinesete 12 kuhinjskih krpic. Sedaj ves čas blagoslavljam. Ena izmed največjih blagoslavov v mojem življenju je, da lahko dajem. Bogu sem veliko let verjela za to. Pri tem je tudi zanimiva posebnost. Opustila sem redno, dobro plačano službo zaradi tega, da bi se pripravila, ker sem v svojem srcu videla duhovno službo, da me Bog kliče v najrazličnejše kraje sveta, da oznanjam veselo novico. In tukaj sem, verujem Bogu za pomivalne krpice in ponev. Čudovito. Neverjetno. 30. november 1989. Pred 2 tednoma so mi našli bulico na desni dojki na mamografu. Morala sem opraviti še biopsijo in ugotovili so, da je rak. To je bil tisti tip raka, ki se hitro širi po telesu. Tako bom morala imeti operacijo. Danes grem v bolnico, da mi bodo odstranili desno dojko. Za mano je težek teden. Peklenski demoni so me napadali. Bila sem panična, nisem imela teka, izgubila sem moč, vendar se zahvaljujem Bogu za njegovo besedo. Jezus me osvobodil vseh negativnih občutkov ob 5. zjutraj 29. novembra 1989. Ko sem šla v bolnišnico, sem imela v srcu mir in veselje. Šla sem v Jezusovem imenu. Molila sem in verjela, da se rak še ni razširil do limfnega sistema. Verjela sem v dober rezultat, da ne bo nikjer drugih rakavih celic in da mi ne bo potrebno nadaljnje zdravljenje. To je bilo pred 22 leti in danes sem še vedno tukaj. Vendar se spominjam, kako sem bila prestrašena. Hočem vam to prebrati, ker mislim, da je to pomembno. Bilo je zanimivo. Rekli so mi, da ko sem se prebujala iz anestezije, da sem pridigala. Govorila sem o Jobu in neki ženi sem to prerokovala. Neprestano sem ji ponavljala, to je dan, ki ga je napravil Gospod, veselil se bom in se radoval. Po 2 dneh so me odpustili domov. Tega nisem zapisala, vendar sem se spotoma ustavila in šla nakupovati. Zelo slabo sem se počutila. Nisem mogla uporabljati moje desne roke in jaz sem desničarka. Bilo je zelo težko. Nekdo mi je moral pomagati pri oblačenju in napraviti pričesko. Nisem si niti mogla namestiti hlačko, sem šla na stranišče. Vendar tako zelo ljubim Boga. Nimam ga manj rada na Kalvariji, kakor v dnevih slave. Verjamem, da sem čutila v teh težkih časih še več njegove ljubezni, kot sem jo zaznala kadarkoli v preostalem življenju. Moram se nekoliko navaditi, kaj pomeni, da mu sledim v trpljenju. A je to v redu? Ali vas dolgočasim? Po operaciji sem imela za drenažo ob strani privezani 2 vrečki polni krvi in vode. Sveti Duh me je spomnil, da ko je naš Gospod Jezus Kristus bil na križu, je z njegove strani pritekla kri in voda. Vzela sem to kot Božjo besedo, kajti umirala sem sebi. Poslušajte sedaj to, kajti to bo pomagalo nekaterim izmed vas. Boga sem vprašala, če se bom počutila manj žensko, ker so mi odvzeli eno dojko. Takoj mi je bil dan odgovor, ne, ker ti si popolna v Jezusu Kristusu. Tako želim reči danes vsaki ženski tukaj, vsaki ženski pred televizijskim zaslonom, da če se vam je kaj takega zgodilo, če so vam odzeli prsti ali kakšen drugi del telesa zaradi grozne bolezni, vas to ne naredi nepopolnih. Kajti če je Kristus vaš odrešenik, ste v njem popolne. Če ste samski, ste v Kristusu popolni. Če nimate otrok, ste popolni v Kristusu. Če vas je vaš mož zapustil, ste v Kristusu popolne. Lahko smo samozavestne, ker vemo, kdo smo v Kristusu. Amen. Tole je moje prvo sporočilo, ki sem ga napisala na pisalni stroj.
Sedla sem za pisalni stroj in ga natipkala. To je bilo tako prisrčno. Moje majhno sporočilo na traku. To se je zgodilo, ko sem prvič spoznala, kako je pomembno, da živim v miru. Tole moram najti. To sporočilo je zelo vredno. Tole je bilo prvič, da me je Bog poklical na post. Bilo je v februarju 1982. Začela sem se postiti. 28 dni sem se postila in med tem časom sem prosila Boga, da naj me uči, kako naj ljubim ljudi, kajti zagotovo nisem bila dobra v tem. Ko sem končala post, sem tole zapisala. To je za Ricka in Donno. Rick me je danes poklical, da mi je priskrbel mizo in da bi si Steve in jaz delila pisarno v novi zgradbi. Tega nisem pričakovala, vendar je zagotovo velik blagoslov. Vendar resnično lepo je bilo, ko mi je povedal, da mu je Bog položil na srce, naj me blagoslovi. Vem, da je to Božja volja. Bog je to položil v moje srce kot resnično željo in zato sem tudi molila, vendar nisem nikomur povedala. Se spominjate, ko sem bila na začetku poti? Veste, ko se je moja duhovna služba začela z majhnimi krščanskimi skupinami, začela sem poučevati Sveto pismo pri meni doma. Nato sem srečala njiju. Želim, da vstaneta, tako da vaju bodo vsi videli, ker sta mi pomagala na začetku. A lahko prosim vstaneta. Ne vem, koliko moških pastorjev bi se kosalo z mano, vendar vam povem nekaj. Midva sva bila približno na isti ravni. Jaz sem imela 36 let in on jih je imel 26. Oba sva mislila, da vse veva in noben ni vedel nič. Skoraj bom končala tukaj. No, poglejmo, kaj še imam. O, seveda, tukaj je. Hand of Hope, roke upanja. To je naše duhovno poslanstvo na obrobjih. 28. september 1993. Po noči sem sanjala, da sem ponovno noseča. Imela sem že enega otroka in sem si mislila, kako bom nahranila 2 otroka. Ko sem se zbudila, mi je Bog pokazal, da mi ni potrebno skrbeti o tem, ker je prvi otrok, ki ga že imam, moja duhovna služba na televiziji in drugi otrok bo program pomoči roke upanja in prvi otrok bo hranil drugega otroka. Sedaj vzamemo vsako leto za pomoč nek odstotek od te duhovne službe. Mislim, da smo lahko lani dali $27 milijonov za hranjenje ubogih in pomoči lačnim ter za oznanjanje evangelija in tiskanje knjig. Po svetu je 49 sirotišnic Hand of Hope in veste, da je vse, kar lahko rečem, da je to čudovito. Ne znam niti povedati, kako sem presenečena. Lahko pomagamo ljudem po celem svetu. Rekli boste, Joyce, to je lepo, vendar vse to je le o tebi. Kaj pa jaz? A vam lahko nekaj povem? Če bi si zapomnili, kaj se je v vašem življenju vse zgodilo. Za vsako majhno ponev, ki vam jo je priskrbel Bog, in za vse tiste pomivalne krpice, izhode iz težav in za vas na streža odprta vrata, za vso podarjena naklonjenost. Ko imate slabe dneve, si vzamete vašo škatlo na zrak in se začnite čuditi od znova. Mi pozabljamo, kaj vse je Bog za nas storil. Mi pozabljamo in na to si mislimo, potrebujem to in ono in ne vem, zakaj Bog ne stori nič v mojem življenju in Bog se nikamor ne premakne. Če hočete vedeti resnico, pa čeprav nas Bog brezpogojno ljubi, nas razume, mislim, da je takšno govorjenje za njega huda bolečina. Tukaj sem na to pripovedovala nekatere druge stvari o rokah upanja. Gotoviti moram, če Bog hoče, da gremo na televizijo, ne vem natančno, če bi lahko šla na televizijo, Bog ali naj se pojavimo na televiziji. Danes smo imeli čudovito srečanje v zahodni pokrajini, prišlo je več kot 100 ljudi in prodali smo za $337 kaset. Čudovito! Sedaj je čas, da tole nekoliko pretresemo.
Kar je božjega, se je začelo usedati na dno. Mogoče bi vsak izmed vas moral imeti doma steklenico solatnega preliva v vaši hiši, da bi vas spomnil, da se morate malo pretresti. Veste, želim si, da bi vam lahko povedala, kako smo blagoslovljeni. Tole je prišlo po moji pošti pred nekaj tedni. Pred nekaj tedni je prišlo v mojo pisarno. To je moj prstan za zaključek srednje šole. Rekli boste, kaj je to nekaj posebnega. Ko sem končevala srednjo šolo pred 50 leti, mi moj oče ni hotel kupiti prstana in to je bilo zame tako boleče. Strlo mi je srce in srame je bilo. Vse sošolke so si kazale svoje prstane in jaz ga nisem imela. Ni mi dovolil, da bi se skupinsko slikala, ni mi kupil maturantske obleke. Tukaj pa je prišel ta prstan po 50 letih, ni bilo podpisa. Ne vem niti tako, kako je kdo mogel najti, kje sem hodila v šolo. Videti je moral moje prvo ime, kar je Pavlin, in moj dekliški priimek. Bog je nekoga uporabil, da je dolgo raziskoval in se trudil in imel težave pri tem, da bi lahko jaz dobila prstan za nagrado. Veste, kaj mi je Bog rekel? Tudi po 50 letih še vedno prinašam prenovo v tvoje življenje. Juhu! Imam še en spominek več, ki ga bom hranila v tej škatli. Chris Kane mi je danes med kosilom rekla, ne veš, kaj vse bi dala, da bi lahko imela to škatlo. Veste kaj? Bog se ne ozira pri osebi na družbeno pripadnost. Kaj on lahko stori za eno osebo, bo zagotovo tudi storil za kakšno drugo osebo. To je tudi stvar, ki vam jo danes hočem povedati. V našem življenju je toliko majhnih stvari, za katere mislimo, da so le slučajnosti. Vendar so vse te stvari po Božjem načrtu. Želim si, da bi začeli videti te stvari in da bi iz tega spoznavali Gospodovo veličino. Namesto, da iz vsake pikice in vsake male neprijetnosti ustvarjamo velike probleme, začnimo končno ustvarjati podobo po delih, ki jih je Bog napravil, pa čeprav so ta za nas majhna. Dala vam nekaj primerov. Te stvari se vam ves čas dogajajo. Mislimo si, da nas vodi Sveti Duh. Vendar se vseh teh stvari sploh ne zavedamo. Mislimo si, kako čudno, da sem se tega spomnila. No, kakšno naključje. Ali ni to nekaj nenavadnega? Ne, Bog ima pravico, da udari prav sredo vašega življenja. Morate imeti neko področje, da lahko rečete, udari prav sredo tega. Jaz sem imela malo tega v sebi, tako ima Bog pravico, da udari prav sredo, prav središče vašega življenja in naredi vsak dan čudeže. Tako imamo lahko vsaj malo spoštovanja, da se čudimo. Amen. Začudena sem, da imam prijatelje. Poglejte me, nekaj vam želim povedati. Bil je čas, ko sem bila na cesti, brez stanovanja. Jaz. Bila sem noseča s prvim otrokom. Mož me je zapustil in je živel z drugo žensko. Nisem mogla iti domov, ker me je oče spolno zlorabljal. Nobenega prijatelja nisem imela, a me razumete, brez prijateljev. Moja frizerka mi je rekla, da lahko živim z njo in njeno materjo do rojstva otroka. Pri 9 mesecih sem morala pustiti službo, ampak se ni rodil še dobre 4 tedne. To je moj najstarejši sin, ki tamle sedi. Bila sem bolna, ko sem pričakovala porod, nisem skrbela zase. Pridobila sem le pol kile v vsem času nosečnosti. Moje telo je bilo izčrpano, v ustih sem imela 9 lukenj, potem ko sem rodila. Po vsem telesu so bili gnojni izpuščaji, dobila sem infekcijo, ko so me odpustili iz bolnišnice, nisem vedela, kam naj grem z njim. Moj prvi mož je sicer prišel, da bi videl otroka, in je neprestano ponavljal, da ni njegov. On pa je živel s to drugo žensko. Jaz pa sem se vsako jutro morala voziti na delo mimo njune hiše. Jaz vem, kaj pomeni bolečina. Vem, kaj pomeni, ko se tvoja notranjost razliva navzven. Vem, kaj pomeni, če si obupan in čutiš, da je tvoje življenje uničeno. Vendar vam hočem nekaj povedati. Vem tudi, kaj pomeni, ko Bog deluje v tvojem življenju in ti povrne dvakratno za vse tvoje težave.
A lahko verjamete, da me je vzel nekdo na stanovanje in sem ga komaj poznala? Niti nisem imela dovolj denarja, da bi šla k zdravniku, da bi mi povedali, kaj so ti gnojni izpuščaji na mojem telesu. No, sedaj pa imam nekaj prijateljev. Koliko izmed vas bi me sprejelo, če ne bi imela kam iti? Čudovito. Nisem imela prostora, kjer bi lahko živela. Kamor bi lahko šla midva z malim Davidom. Nosila sem ga okrog v rdeči oblekici. Bilo me je tako strah zanj, ker nisem imela nobenih navodil za nego, poskušala sem ga okopati in se ga nisem upala prijeti. Nisem imela nobenih knjig, veste, nisem imela zdravniške oskrbe, nisem imela nobenega denarja, da bi to naredila, kot je treba, vendar sedaj on teka okrog po celem svetu in je misionar. Bog ga je uporabil, da je začel vse mogoče dela po vsem svetu. Nisva imela dobrega začetka, vendar imava sedaj kar dobro napredovanje. Amen. Rekli boste, no, če to ni Davidov sin, zakaj si mu dala ime David? Zato, ker mi je Bog to ime vtisnil v moje srce. Davida takrat še nisem niti poznala. Neverjetno. Kaj pa mislite? Dajte no, dajmo Bogu čast. Povem vam, da je Bog vse povsod. On je v vas, on je okrog vas, on je nad vami, pod vami, on vas lovi in on je pred vami. Niti ne vem, če bom lahko še en dan zdržala. O, Jezus, 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 Jezus. Morali bi se čuditi. Ali se tega sedaj zavedate? Pismo Hebrejcem 1:3 pravi, da Bog vzdržuje, vodi in obnavlja vse vesolje po svoji mogočni besedi in moči. To pomeni, da sonce stoji tam, ker je Bog tako zapovedal. Luna je tam, ker je Bog tako zapovedal. Zvezde ne bodo padle na nas, ker jih Bog podpira s svojo močjo in Božjo besedo. Oceani se ne razlijo dlje, kakor je pesek na morskih obalah, ker je Bog tako zapovedal. Ali ni to čudovito? Imam še več takšnih dokazov. Samo poglejte, da je v Andih netopir v velikosti maline. Na svetu je 10.000 vrst ptic, 90.000 vrst različnih insektov, ki mi samo stopamo nanje. Na svetu je 3.000 vrst različnih kač in večina jih sploh ne mara. Mislim, naš Bog je tako čudovit, to je tako neverjetno čudovito. Vendar na koncu sem mislila, kaj bi naj bilo najbolj čudovito, da bi lahko o tem govorila. Premišljevala sem in premišljevala in veste, da bi morali govoriti o čudoviti milosti. Če hočemo govoriti o čem čudovitem, potem moramo govoriti o čudoviti Božji milosti. Edina stvar, ki jo lahko prepišete milosti, je ta, da je čudovita. Daje nam vse in nas nič ne stane. Jezus je za vse to plačal, kar mi imamo. To je svoboden dar Boga za ljudi, ki tega ne zaslužijo. Odpusti nam naše grehe, pa ni važno, koliko jih je in kako strašni so. Bog ne samo, da odpusti naše grehe, on jih tudi pozabi in se jih nič več ne spominja. Nič več. Milost nas opraviči in nas napravi pravične, kakor da ne bi nikoli grešili. Ni pomembno, kaj ste storili. Ko danes stojite pred Bogom popolnoma čisti zaradi milosti, kot da ne bi nikoli grešili. Zaradi Božje milosti. Po milosti ste rešeni. Iz vire smo rešeni po milosti. To je Božji dar in ne naše prizadevanje, da se ne bi kdo hvalil. Noben človek si ne zasluži Božje milosti. Na svetu ni nič podobnega milosti. Mi je ne moremo niti razumeti. Odzame naše grehe in nam podari pravičnost Bogu. To je Božja moč, ki nam jo daje kot dar in nas usposobi za delovanje.
ki ga ne bi mogli mi sami z lahkoto opraviti. A se sploh zavedate, koliko stvari vam Bog omogoči? Potem pa si mi celo drznemo, da sodimo druge ljudi, ker se ne more obnašati tako kot mi. Bolje bi bilo, da bi rekli: Bog, hvala ti za tvojo milost. Hvala ti za tvojo milost. Milost nas zveže s Kristusom. Mi dobimo to, za kar je on že plačal. Milost nas sreča tam, kjer smo, vendar nas nikoli ne pusti tam, kjer nas je našla. Milost nas vedno nekam pripelje, vedno nas spreminja. Naj vas nekaj vprašam. Kako bi lahko bili brez upanja? Bog uporablja nekaj najbolj nenavadnih ljudi. Bog je po milosti izbral apostola Pavla, ki je preganjal tedanjo cerkveno skupnost, da bi pričeval o Božji milosti. On je izbral Petra, enega izmed največjih apostolov, pa čeprav je Kristusa 3-krat zatajil. On je izbral neko čudno žensko z nenavadnim glasom in s čudno osebnostjo, ki so jo zlorabljali. Iz Amerike, Fentona, Missouri, da oznanja veselo oznanilo po televiziji tretjini človeštva v 60 različnih jezikih. Ali ni to čudovito? To je neverjetno. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.